internat od srednje gozdarske šole, je bil čisto zraven stadiona. In Postojna je imela takrat pravzaprav enega od novejših tartanov. Mislim, da ga še Ljubljana v tistem času sploh ni imela. Glih na enem sestanku sem bil, pa mi telefon zacingla, pa so me denar spulili dol iz kartice, sem rekel, kaj, a so me spet okradili, ker smo pa pol na koncu pa videl, da v bistvu, da so mi pobrali denar za štartnino Chicaga, in to je bilo takrat, to je bilo tako veselje. To so taki občutki. To in pred štartom, in med tekom, ko se matraš, uživaš, ko cilj prideš. Tukaj mu bomo dali neko gozdarsko tematiko, tako da bo tekač mogoče tudi malo bolj gozdarsko izobražen, ko bo ta trail zaključil, če ne bo preveč zmatran. Večer, spoštovani in spoštovane, dobro jutro, moče dober dan ali pa dober tek, če ravno tečete, ko tole poslušate. Upam, da ne gledate, da se ne boste spotaknili. Epizoda 252 podcasta za Gred za tek. Jaz sem Marko Roblek in danes imam čast in veselje gostiti soimenjaka. Na drugi strani je Marko Matjašič. Marko, dober večer, živijo. Dober večer, živijo, Marko. Kako si, Marko? Moram reči, da sem v redu. Še en uspešen dan je za mano. Tako da se zelo veselim tega pogovora. Tudi jaz. Zanima, kaj bova odkrivala. Tudi jaz odkrivala bova recimo tekaške dimenzije. Ja, tvoje tekaške dimenzije, ki jih morda še nisi, bom rekel, razkrival, kljub temu, da si že veliko nastopal v svoji karieri nasploh. Zdaj, prvo vprašanje, ki ga ponavadi zastavim svojim gostom je, si danes že tekel, Marko? Ne, žal, danes nisem tekel, sem kolesaril, tako da očitno prihajajo časi, ko bo mogel tek počasi zamenjati za kolo, tako da tudi do tega pridemo. Joj, Marko, to se ne sliši dobro, ampak ne bova začela s tem, ja, da ne bo najnih poslušalcev in gledalk, ja, s takimi temami najprej zamorila bova z lepimi temami. Zdaj, bi te predstavil, ampak tokrat bom vrgel žogico na drugo stran, pa ti rekel, Marko Matjašič, morda se ti lahko sam na kratko predstaviš, kdo si. Z veseljem, v bistvu sem res zagrizen tekač, tako da tudi prej, ko sva začela to temo, tek gor, tek dol, jaz imam tek bolj za sebe, tako da jaz tudi te zadeve delim prav rad z ostalimi, niti jih nisem nikoli delil, jaz sem imel tek za sebe, pa žena je bila vedno zraven prisotna, ko smo okoli hodili po teh tekaških prireditvah, skratka, veliko sem že v bistvu zanimivih dogodivščin imel v povezavi s tekom in upam, da jih bom še imel, tako da to je res nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo, zdaj bom rekel v zadnjih 20-30 letih, tako da same dobre zadeve in če bi še enkrat, bom rekel, pogledal nazaj, bi še enkrat isto počel. To je dober začetek. To je dober začetek podcasta na tako pozitivno noto. Zdaj, ki vsi tečejo, so še malo pospešili. To je prav. Danes je, ko to poslušate, četrtek in dan za intervale. Super bo. Marko Matjašič seveda ni povedal vsega o sebi, pa če dovoliš, Marko, te dopolnim, Magister Matjašič ima dolgoletne izkušnje z področja vodenja velikih podjetij. Na eni strani je gozdar, na drugi menedžer, zdaj po duši in telesu eno ali drugo ali pa oboje, to bo sam povedal. Sicer pa trenutno direktor Slovenskih državnih gozdov, generalni direktor, ja, človek, ki stoji tudi za idejo slovenskega gozdarskega traila, prvega v Sloveniji, o tem bova govorila tudi danes. Pa o tem, ko je prej že povedal, ni samo tekač, je maratonec, je finišer. 6 največjih je zaključil in to letos v Tokiu, kjer so se srečala tudi na letališču potem. In v tem bova kakšno rekla, v Sloveniji je takih komaj da 50, manj kot olimpijcev. Tako da veste, ja. Bil je tudi letos na Evropskem prvenstvu v cestnem teku na polovički, to je bil tudi za kategorijo rekreativcev, še tem kakšno rečeva, pa nasploh morda o gozdovih, o gozdu, o gozdarstvu, o tem, da je Slovenije več kot pol pokrite z gozdom. To drži, Marko?
Tako, to v bistvu drži, to zelo drži. Tam gremo že skoraj blizu 60%, čeprav zdaj lesna zaloga v bistvu je kar stabilna, se ne veča več, se pa v zadnjih recimo 20-30 letih kar povečala. Tako da smo veseli, ker imamo to gozda. Prej si omenil Tokio, potem sem bil še službeno na Kitajskem, recimo sem prepotoval kar nekaj Kitajske, tam gozda sploh ne vidiš. Mislim, jaz tam ne bi živel, ne vem, če mi dajo plačo 20.000 evrov na mesec. Mislim, to, kar imamo tukaj, res je zakon, in gozd je res nekaj lepega. Tako da smo lahko Slovenci ponosni. Jaz vsakič rečem, pa smo bili recimo pred leti na Škotskem, tam je drugačna zelena, recimo, potem v Aziji je spet druga zelena, greš na Sredozemske otoke, je malo drugačna zeleno-rjava, pol greš v Atlantik, greš, ne vem, na Azore, je spet drugačna zelena, ampak slovenska zelena, ne vem, mene slovenska zelena še najbolj pomirja, gozd sploh, najbrž zaradi tega, ker smo pač temu gor zrastali, kaj ti meniš, veliko gozdov si že videl, pa če si prej rekel, kje ne bi živel, imaš mogoče pa vsem kakšno priljubljeno državo, ki bi jo pa vsem postavil Bog Sloveniji po tej zeleni barvi? Ja, veliko smo tudi potovali, predvsej, rekel, povezavi z tekom, pa tudi ko izven, na take odštekane destinacije. Moram reči, da zelo me je navdušila, rekel, Kolumbija ali pa tropski deževni pragozd. Mi smo bili tudi, čist pri enih domorodcih, smo se par dni potepali daleč od vsega, in ta, tropski gozd, ta zelena barva, te glasovi, ki so iz džungle, ki prihajajo, to me tudi zelo navdušuje, tako da tam tudi radi hodimo, v bistvu, čeprav so naši sovražniki komarji noter, ampak kljub temu, to je del džungle. Maratona ne bi šel teč v kakšno džunglo ali pač. Pa se sploh ne vem, če obstaja, ne vem, mislim, da ne, ampak če bi pa šel, bi pa sigurno rekord postavil. To, da veš, da še ni vse izgubljeno, ni še vse izgubljeno, tudi pri osebnih rekordih, džungla je mogoče rešiti. Ali pa v Južni Afriki oziroma v Keniji, se mi zdi, je maraton, mislim, da se reče Big Five, ker je 5 največjih živali na svetu, sesalcev, prisotnih na tistem, veliki savani, kjer maraton poteka in s helikopterji odganjajo leve. In tam, ko slišiš helikopter, pol veš, da je nekje lev in tam tudi se da teči. Si tekel že v Afriki, Marko? Ne, nisem, v bistvu nisem, tako da mogoče bo to enkrat prišlo, na vrsto. Vse smo še mladi, Marko. Mladi smo še, zdaj mi povej, kaj je bilo prej? Ljubezen do gozdarstva ali ljubezen do teka? Tako moram reči, moj tek se je iz atletike razvil, ko sem atletiko treniral pravzaprav v srednji šoli gozdarski, ampak prav v bistvu razmišljam, kaj je bilo prej. Jaz sem šel na srednjo gozdarsko šolo in hkrati tudi začel atletiko trenirati. Zametki so bili že prej na Žaku, Ljubljana, tako da, tek je bil kljub temu prej, moram reči. Je bil prej, ampak je bil skozi zraven. Tek je bil skozi zraven. Kjerkoli sem bil, je bil tek zraven, in brez tega ni šlo. Katere so bile tvoje discipline v kadetskih, v mladinskih? Ja, takrat kot pionir, pa pol kot mladin sem tekel v glavnem 200, pa predvsem 400 metrov, tako da tudi smo bili takrat štafeto Žaka, smo bili drugi na državnem prvenstvu, še v bivši Jugoslaviji, tako da je bilo kar nekaj, dobrih rezultatov, ne pa tistih vrhunskih, zdaj, če nisi glih vrhunski, pol praktično v tem športu nimaš kaj iskati, tako da smo pol konc srednje šole, pravzaprav sem nehal z atletiko, ampak me pa ta tek toliko zastrupil, da je pol to ostalo v meni, tako da sem v bistvu vesel, da sem atletiko treniral, da mi potem to dalo. Si potem še zmeraj spremljal, oziroma še zmeraj zdaj morda spremljaš kakšna atletska tekmovanja? Je tisto še v tebi ali si to opustil? Ne, to pa vedno pogledam, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, olimpijske igre, v bistvu te paradne discipline, tudi kvalifikacije, sploh me fascinirajo, recimo 1500 metrov, 800, 800 je taka nora disciplina, praktično, ko moraš sprintati 2 kroga, in tako da spremljam to zelo, zelo podrobno, Se morda spomniš svojega najboljšega rezultata na 400? Ja, sem pa šel malo nad 50, majčkeno mi je zmanjkalo, 50-13. Mislim,
tista štirka spred pa že pomeni nekaj, ampak 50-13. Kdaj si zadnjič na polno šprintal cel stadionski krog, morda za trening ali pa za hec? Ja, v bistvu v Tacnu, ne, v srednji policijski šoli, tako da ja, sem šel, ko sem intervale delal, ne, ampak je pa zdaj že kar nekaj let nazaj, ne, tako da, ampak nisem več sposoben iti po 60. Če bi zdaj rekel, da si sposoben iti pod 70, ja, te ne bi upal izvati na tek, ampak vem, da si hiter, vem, da si maček. Jaz sem poskusil, med korono smo veliko tudi intervale delali na stadionu, pa že pod 80 je bil kar dosežek. No, tako da nismo več najmlajši, pod 50-13 je lep rezultat. Če primerjaš morda, ne vem, še vseeno tiste čase, jugoslovanske čase, neko atletike današnje, če vzreš s kakšnim učem, morda ne vem, če bi na hitro primerjavo naredil, bila takrat konkurenca hujša, se je bolj treniralo, je zdaj večja kvaliteta. Ok, težko je primerjati čas, ne vem, spred 30-35 let, pa vendarle. Ja, v tistem času, ko sem bil jaz, so bili ene parih, je bilo, bom rekel, zelo dobrih. To mi je zelo v spominu ostalo, ne. Je bil en fant iz Hrvaške, iz Pule, ki je tekel svetovni pionirski rekord 47, pa še nek Predrag Melnjak, ne vem, če si ti slišal za njega, ki je bil bolj mojih let, ne, ampak pol je čisto zginil z obzorja. Drugač pa zelo se je delala količina takrat, no, zelo, v bistvu treningi so bili zelo dolgi, pa predvsem količina, no. Ja, ampak jugoslovanska atletika je bila dobra, no, dobra. Ni bilo kje reči. Se morda spomniš kakšnega svojih sotrpinov ali pa reprezentantov takrat, ki je bil pa res dober? Dva sta bila dobra na 400 metrov, eden je še zdaj, bom rekel, dobrodelni delavec, Boris Krabonja, on je tekel, mislim, da celo pod 48, ja, pol je bil, takrat je bil tudi zelo dober Rafko Marinič, on je 800 metrov zelo dober tekel, ampak to je ta moja generacija, ne, jaz sem letnik 68, ne, tako da, smo imeli dobre. Rafko je bil še, mislim, da je bil rekorder, tudi državni, zdaj ne vem, ne bom se spomnil, v kateri disciplini, sigurno skoraj da na 800. Na 800, bi mogel zdaj po tablice pogledati, oziroma vse državne rekorde, ki je mi Rafko Marinič napisano, ja, vrhunski tekač. Zdaj, če pa primerjaš čistko, ne vem, vrhunsko svetovno atletiko, zdaj te stvari so šle res v nebo, no, zdaj noro, kaj bi ti recimo pod črto. Ja, mislim, jaz seveda te rezultate pač spremljam, ne, zdaj, če sam 400 metrov pogledam, ne, jaz se spomnim takrat, ko sem bil v bistvu, jaz mladin, se spomnim, da je imel v bistvu najboljši rezultat leta na 400 metrov nek Gabriel Tjakoh iz Slonokoščene obale, ki je tekel 44-30. On je bil prvi na jakostni lestvici svetovni. Mislim, da je danes to praktično sekundo več, ne? Ja, ne? Pa je od tega tako rekoč, ne vem, 35 let ali pa še kaj več, ne? Tako da to je v bistvu, to je napredovalo noro. Je zanimivo vse skupaj gledati, no, tudi so tehnologijo, pa vse tiste lučke, tartanco, te treniške protokole, double threshold zadevščine in tako naprej. Ti si kdaj treniral po kakšni knjigi potem, ko si aktivno začel delati? Ne, jaz sem bil zelo poslušen, v bistvu, tako kot so trenerji rekli, smo trenirali, ne. V osnovni šoli je bil to Slavko Černe, mislim, da je celo že pokojni, potem pa večji del pa pod pač vodstvom Borisa Mikuža, ne. Tako da on je bil postojni tata Mata takrat, ne, za časa Boruta Bilača in ja, tako da ne, smo trenirali. V bistvu je bilo pa tako, ne, internat od srednje gozdarske šole, ne, je bil čisto zraven stadiona, ne, in Postojna je imela takrat pravzaprav enega od novejših tartanov, mislim, da ga še Ljubljana v tistem času sploh ni imela, ne, šele kasneje je prišel pol na Žak, ta nov tartan, ki ga ne bi zdaj zamenjali počasa, ne, ki je že tako slab, ne, tako da, ja, Postojna je bil idealen kraj za trenirati atletiko. Pa še fajn je veter pihal v hrbet, ne, v ciljni ravnini. Potem nehal si zaradi tega, ker si šel, ne vem, na faks, ker si pač... Tako.
Tako in je to pač, zdaj, ali se pač ukvarjaš profesionalno, ali se pa ne ukvarjaš. Ne? Tako da jaz sem pol enostavno nehal, seveda, pa so pa šla tista leta na faksu, ne, ki smo ga tudi malo, bom rekel, žurali, pa malo manj skrbeli za sebe. Ne? In tako da v času faksa nisem kaj dosti smigal. No, pa ko sem pa enkrat začel delati, pa sem pa tudi malo k pameti prišel, in pol so pa te, bom rekel, te moje notranje zadeve, ki sem jih pač imel prej osnovne šole pa iz srednje šole, so prišle na plano. Sem se pa začel pol intenzivno v bistvu ukvarjati s tem rekreativnim tekom, tako da sem šel glih prej pogledati, tako da jaz sem neki čez 100 polmaratonov sem pretekel do zdaj, ta velikih maratonov pa 10, ampak tudi to je nekaj. Zdaj, jaz se ne morem za Jožom primerjati, ki jih na let toliko preteče, pa še kaj več, ampak jaz sem tudi na to ponosen. 10 maratonov je 10 več, kot jih ima večina Slovencev, kaj šele prebivalcev sveta, kaj šele tudi tekačev, tako rekoč maraton je vendarle spoštovane vredna razdalja. Zdaj, rekel si, človek odraste, kdaj pride v 30, kdaj, ko reče, ne vem, nekaj se redim, nekaj sem okoren, zdaj bi pa tekel, ali ti žena reče, a zdaj boš pa sam počival cele večere, popoldneve, včasih si bil pa športen. Mislim, še vsem te nekaj nagnalo tam ven, pa od šprinterja, potem kar naenkrat priješ na daljinca, to je vse nekaj mora biti v tebi, da si rečeš, ok, boš pa 10 kilometrov, to je kar daleč. Ja, saj sem tudi začel z 10, Moji prvi taki teki, bom rekel, rekreativni so bili 10, takrat Radenci, pa neki Ljubljana, pa to, pa seveda, pa lezeš gora, in ja, tako da pol te, bom rekel, daljše razdalje te bolj prevzamejo, tako da, ja, ampak najbolj sem pravzaprav užival na 21, moram reči, da 21 in to tista, ki ti lahko še zadnjih par kilometrov ti sproščeno tečeš, ki še nekaj dodaš, tega sem se vedno najbolj veselil, tako da sploh Radenci so bili moji taka, bom rekel, omiljena destinacija, tam sem rad hodil, če ni bilo prevroče, ja. Bi v Radencih kdaj tekel maraton, če si že pri Radencih, pa so ta vikend, evo, na sporedu, ja. Tako, ja. Maraton te je kdaj zamik, mislim, jaz zmer trdim včasih, ko pride kakšen maraton s svojimi lovoriki in pa rečem, če nisi pretekel Radencev, nisi pravi maratonca, zdaj nalašč, malo provociram, ampak Radenci so težki, pa provoči pa tako naprej. Te je kdaj zamikalo, da bi šel v maraton, si pametno pač se odločil, da rajš polovičke? Čist, bom rekel, polovičke šel, vedno sem, tako sem rekel, pač moram trenirati, in sem si pač nek plan zadal, in sem lepo pač intenzivno treniral. Če sem se za 21 pripravljal, sem se za 21, če sem se za maraton, sem se za maraton. Tako da dobil sem neke treninge dol iz spleta in ja, v bistvu sem pač treniral. Je pa tako, zdaj, glih zato mi je tek bil pisan na kožo, ker jaz sem pač službi sem dal kljub temu neko tako, bom rekel, prednost časovno, in to je bilo pač po cele dneve, in zdaj tek je tisti, ki je lahko kadarkoli, kjerkoli, v kakršnem koli vremenu, in to, jaz, ki sem šel trenirati, jaz sem dal vse iz sebe, jaz sem tudi, bom rekel, med tekom dobre rešitve najdu za poslovno življenje, tako da nam zdaj rekel, da je bila to neka meditacija, ampak enostavno so mi takrat možgani delali bistveno boljše, tako da sem nekaj dobrih rešitev tudi med tekom dobil, in ja, tako da in pol, seveda, ki ti tek končaš, ki si nekaj za sebe naredil, mislim, to je nekaj najlepšega, najboljšega, in v bistvu, ta life balance, to je to, kar mora biti. Ampak to si zdaj lepo povedal, ampak včasih si rečeš, ne vem, si prišel domov, ja, tisti tek te je pognal ven, ali pa si bil preveč utrujen, ne vem, tudi za tek rabiš pač malo motivacije, si, ne vem, tekel vsak dan, je bil to nek tvoj ritual, ali si pač imel pač te časovne intervale takrat, ko je se vse sestavljalo? Ja, tako da v bistvu čez vikend sem šel vedno kako daljšo teč, ker zdaj, če hočeš res neko daljšo razdaljo preteč, se moraš predvsem fajn naspati, in moraš biti kljub temu malo bolj sproščen. Med tednom, to je bilo pa 2-krat, 3-krat, sem pa potem kaj krajšega potekel, pa tudi kak hitrejši interval, tako nekako sem si zadeve sestavljal, ker drugače fizično ni šlo. Kje te je bilo, Marko, glede na to, da si v gozdarstvu zdaj že
praktično celo svojo kariero, tako ali drugače. Kje te je pa zavidevati, oziroma te je bilo zavidevati teči, no, zdaj, predvsem po gozdovih, ker si gozdni človek, ali pa tudi na asfaltnih cestah, v reku, bližnje ali daljnih cest od tvojega doma, kje je? Ja, v bistvu najraje sem po cesti tekel, najraje tečem po asfaltu, bom rekel na nek način po ravnini, da imam nek svoj tak tempo, pa da je seveda gost v bližini. Ne? Zdaj, da bi rekel, da rad tečem, bom rekel, po vlakah, po gozdnih poteh, tudi, ampak najraje sem imel te cestne teke, ne vem zakaj, najbolj sem se počutil. Tako da, ja, ne vem, če je bilo to sicer najbolj za kolena, ampak to je to sem imel rad, pa to imam rad. Mislim, ja. Zdaj boš pa začel trele laufati na stara leta, ali kako, Ja. nekaj se govori, no, prideva še do tega, mi da se poznava, rekel zdaj že, kaj pa vem, 17-18 let, ja, spoznala so se pač na Bledu preko nočne desetke, jaz v neki organizatorski vlogi, ti vlogi lokalnega podjetja, ki je takrat pristopilo kot sponzor zraven in praktično potem vztrajalo do konca in zato smo bili zmeraj hvaležni, ampak mene je takrat najbolj presenetilo, to, da je direktor neke gozdarske firme takrat rekel, ko smo se pogovarjali pač o sodelovanju, da bi on pa rad tekel na tem dogodku, pa sem rekel, to pa prvič slišim, ponovadi direktorji pridejo, mogoče podelijo kakšno nagrado, spijejo kakšno pijačko, pa grejo po svojem delu, ampak ne, Marko Matjašič je takrat rekel, jaz bi pa tekel in potem smo gledali rezultate in si odlično takrat, recimo tista leta odbijal te desetke. To je bilo dobrih 40 minut. Se spomniš še kaj tistih časov? Ja, zelo, zelo, v bistvu, sej mislim, da sem samo na eni manjku, drugače pa mislim, da ta prva nočna desetka, ki je bila, ne vem, če nas je bilo sploh 100, a imaš ti, Marko, podatek, koliko nas je bilo na ta prvi? Mislim, da je bilo tako, to je bila ena boljših zadev, tako da tudi mi smo bili seveda zelo veseli, ker smo bili zraven in tudi odziv, to je bil v bistvu neverjetno odziv iz cele Slovenije, s takim veseljem so hodili ljudje, tako da ja, se spomnim vseh, pa smo šli v eno smer okoli jezera, pa v drugo smer, pa smo na enem koncu štartali, pa na drugem koncu, mislim, da sem se kopal sicer sam enkrat po koncu desetke, ampak tudi to je bilo, tako da res, ja, dobra delka. In mi je prav žal, da tega ni več, mi je prav žal, ampak pač, so pa drugi izzivi potem. Tudi res, ja, recimo, ja, da kaj pa vemo, kaj pa veš, morda pa kdaj na en način to zadevo spet obudimo v življenju, pa najdemo še neko novo variacijo na temo, ker tiste blejsko skledo, ja, smo obkrožili na vse možne načine. To je res prvo leto, če že sprašuješ, je bilo približno tako, ko smo se mi pogovarjali takrat, koliko bo tekačev, sva takrat še z Igorjem, takrat pa s Teodorjem smo bili tako malo zadržani, pa smo rekli, pa bo 200 do 300 ljudi na koncu. Je bilo prijavljenih 550, tako da smo mogli še prostovoljce prikrajšati za tiste majice, ker smo mogli vse izdati tekačem, ker je šlo vse čez rob, dobesedno čista norišnica že prvo leto in potem šlo samo še navzgor, res odlična leta. A se spomniš svojega najboljšega časa, mogoče z desetke, ne? Ne, se v bistvu ni mi uspeljati pod 40, je bilo nekaj nad 41, ampak točno ne vem, 41 pa še nekaj, ampak zelo nizkih 41. Tako da, ja, mislim, da je bilo to kar v redu, ker ta nočna desetka v bistvu seveda ni bila najhitrejša, ki je imela 1 ali celo 2 vzpona, ja. Tako da, če bi v tistih na najboljših časih tekel v Ljubljani, 10 km bi šel verjetno pod 40, ampak mi pol to ni nikoli v življenju uspela. Vsak tekač ima zelo tako. Ja, mislim, da vsi, ki poslušajo zdajle, ja, se jim je mala solzica utrnila. Mislim, da ima vsak od nas eno tako zgodbo, na neki razdalji, ko neki bi lahko šel, pa ni šel, pa nikoli več ne bo šel, ampak zato so pa te zgodbe tako dobre, ja, mislim, ampak desetko teč v 41 minutah, to je hitro, to je dobre 4 minute na kilometer, to moraš že potrenirati tudi malo hitrosti ali kako, že moraš malo stisniti še interval, ja.
Zagotovo, ne, saj jaz sem 20 let služboval na Bledu in na Bledu je tudi odličen stadion, tako da včasih, ko sem službo končal, tam proti večeru, sem šel še kak interval teč na ta čudovit stadion. Ja, in tako da ti stadion je bil dostopen, smo lahko šli, a ne, recimo tlele zdajle, v Tacnu so ga zaprli, a ne, v zadnjih letih. Ne vem, kaj bi vzrok, ampak enostavno so ograjo postavili, tako da so mi otežili intervale. Pa ravno, ko si se hotel spraviti spet na projekt SAP 40, ja. Daj mi reci, Marko, no, mislim, danes je rekreacija tek, rekel, kar popularen, ni več tako nenavadno, da srečaš, rekel, tudi človeka poslovnega sveta, menedžerja, politika in tako naprej, estradnika, ki teče, ki se ukvarja s tekom, celo z maratoni. Kako so pa tebe, recimo, navsezadnje v službi, ne, sprejemali, gledali kot maratonca, kot tekača, ali pa te zdaj tudi, no, mislim, to je ena dimenzija človeka, ki marsikaj pove tudi o njem, morda tudi to, da je, bom rekel, da njegova stamina, da je trmast, da bo porinil zadeve skozi, da bo tudi morda imel standarde malo višje, kot pa če tega ne bi počel, ker jih ima zase, svojim zmerno visoki, morda tudi za druge. Daj mi, moče ti povej, oriši to. Ja, sej v bistvu so me tudi na tak način sprejemali sodelavce, ne, ker jaz sem v bistvu tako relativno ali pa kar ambiciozen, tudi zelo tekmovalen, ne, in bom rekel, sem bil na teh tekaških prireditvah in isto sem bil v službi, ne, in to se pol, bom rekel, pretaka iz ene dejavnosti v drugo dejavnost, ne. Seveda sem pol tudi neke standarde pač tudi postavljal, ne, tam pač, kjer sem bil vodja, ne, moram reči, da sem jih tudi dosti navdušil potem, s to svojo, bom rekel, tekmovalnostjo in za tek na nek način, ne, in tudi, da so bili pol v bistvu v službi, da so več dajali od sebe, ne, ampak to je bilo tako, pač mi smo odnos gradili, ne, sodelavci, in mislim, da je bilo to zelo, zelo pozitivno, no, in tudi ljudje ostali so na to pozitivno gledali, ne, so rekli, imamo v bistvu, imamo direktorja, ki da nekaj na sebe, ne, in dajmo mu mogoče slediti, ne, tako da je šlo tudi malo v to smer, no, ja. Prav, mislim, kakšne tekaške ekipe niste osnovali, recimo v GG Bled ali pa tako, ali pač ste kdaj imeli? Ja, malo smo imeli take manjše tekaške ekipe, ne, recimo vedno, pa smo trojke skup tekali, ne, recimo ljubljanske, ne, tako da vem, da sem v tekaški ekipi GG Bled, ne vem, če jih nisem 15 zamenil, ne, na trojkah, ne, tako da so se kar menjali, ne, ja. So malo odpadali, pa so novi prišli, pa tako, ampak dobro, sej ekipo treh ni tako težko sestaviti. Težko je teči z direktorjem, ki je boljši od tebe, ja, ne samo še v prostem času, ja, mu moraš slediti, ne samo na šihtu, ampak bravo, res lepo, rekel si 100 maratonov, 10 maratonov, zdaj eno stvar imamo skupno, Marko, kar se maratonskih dosežkov oziroma peripetij tiče. Davnega leta 2008 so oba tekla na maratonu, ki bo takrat 35. zapored, na tistem je padel svetovni rekord. Ja. Jaz sem to zgodbo že večkrat popisal, zakaj sem šel leta 2008 v Berlinu teč maraton Bos, ampak zakaj si šel pa ti leta 2008? No, takrat sem šel s sodelavci, prav 2 sodelavca iz GG Bleda sem navdušil in smo šli gor, ja, to je bila enkratna zadeva, ne, Gebre Selassie, ne, tako da Berlin je bil takrat seveda najbolj dostopen in to je bila neka fama, ne, v bistvu, a ne, seveda mi smo vsi tukaj pač dosegli nek presežek že za Ljubljano, ampak ko smo slišali, a ne, Marko, malo tudi od tebe, malo od ostalih, a ne, kaj je šele Berlin, kaj je to perfekcija v organizaciji neke prireditve, tako da takrat tudi, če ni bilo, bom rekel, žrebanja, ne, in ja, to smo prav se, bom rekel, pripravljali, si želeli, ne, in to je bilo res, bom rekel, enkratno doživetje, no, ja, tako da fajn je bilo, mislim, to je bilo, ja, takrat je bilo, mislim, nekih 38 tisoč ljudi na kupu, meni je bilo to fascinantno, da smo samo na štart čakali pol ure, ja, v Sloveniji bi pol ure že počasi podirali kakšno stvar, ne, ampak res noro, mislim, kako si ti doživljal ti svoj prvi maraton, maraton je pač nekaj posebnega. Ja, seveda, to je bila prva izkušnja, ne. Sej, malo so me drugi seznanili z informacijami, kako bo to potekalo, ne, pa kljub temu, ne, da praktično moraš, ne vem, čakati, a ne, tam bom rekel 1 uro, da prideš na vrsto, ne, pa vsi ti
tisti detajli, pa ki smo živčni, pa ki je WC, pa tako naprej, ne, ampak ki je bilo to prvič, sej, kljub temu to vzamemo, to je tekmovalna zadeva, ne, toliko sproščeni pa tudi nismo na konca, ne, tako da, ker ko se postaviš na štart in ko je poka, ne, pol gre za res. To je res. Takrat pa res, no se pravim, takrat pa vsakem od nas je malo tekmovalnosti, če ne bi šli na tekmovanje, pa ne bi imeli ure, pa ne bi imeli strave, pa tako naprej. Ti si takrat ta maraton odtekel, mislim, se morda spomniš, jaz se večkrat spomnim svoj prvi maraton, pa sem že pozabil, kakšni so bili občutki, ampak je bilo nekaj posebnega, ko priletiš v cilj. Morda takrat, no, v Sloveniji še ni bilo take fame, ker ni bilo to tako popularno, tam pa si vendarle se počutil, ko tečeš skozi Brandenburška vrata. Mal si vznesen, mal ti grejo kocine po koncu. Zelo, zelo, sej v bistvu človek se skoraj solzne oči dobi, sploh zdaj v Tokiu, ampak recimo zdaj, ko smo pri Berlinu, neko neverjetno, meni je Berlin tudi, meni ura pokazala, maraton vemo, da je 42,2, ampak meni ura pokazala 43, mislim, da cela 3 ali 4, zdaj ne vem, je bilo kaj z mano narobe ali s to, bom rekel, z nemško natančnostjo, ampak ja, to samo po sebi pomeni, to smo tekli na širokih ulicah, očitno nisem optimalne linije nabral, obral, tako da ja, ko smo zagledali ta Brandenburška vrata in neverjetno, ja, to smo se pol še cel mesec okoli tega pogovarjali, in to je pol, ko to doživiš, to je taka izkušnja za tabo, da si noter, ti si njihov, ne moreš več ven iz tega, ne moreš, postaneš odvisen, no ja. To je res, ja, to je res in bova kakšno še v Majorsih rekla, mislim, da zdaj bo 4 leta nazaj, 3,5, ko sem imel oddajo o Marathon Majorsih in slovenskih finišerjih, jih je bilo 15, globalno jih je bilo, ne vem, par tisoč, zdaj le beležimo že krepko čez 20,000 finišerjev globalno na Marathon Majorsih, to je tisto, kar si pravkar govoril, kaj te potegne noter, te potegne za res, ampak ti si imel od leta 2008 kar nekaj let maratonsko sušo, to me zanima, zakaj Marko Matjašič ni naslednje leto parjal, ko je nekaj novega maratona? Ja, Berlin je dostopen, Berlin je tu, največ se o njem govorilo, vedeli smo, seveda ostali maratoni so bili tam daleč, na drugem koncu sveta, ne vem, pa v drugi galaksiji, bom rekel, veliko več ovira, da se pride tam, seveda, ampak pol pa začneš tudi o tem razmišljati, seveda, pa sem slišal žrebanje gor, žrebanje dol, tako da to se je meni zdelo mission impossible, ampak pol enostavno greš korak po koraku, in mislim, da je bil moj naslednji potem Chicago, to sem bil žreban, glih na enem sestanku sem bil, pa mi telefon zacingla, pa so meni denar spulili dol, iz kartice sem rekel, kaj, a so me spet okradili, ker smo bili takrat na nekem potovanju, pa je bila neka zloraba kartice in sem se čisto prestrašil, sem rekel, kaj je zdaj to? Ampak pol na koncu sem pa videl, da so mi pobrali denar za štartnino Chicaga, in to je bilo takrat, to je bilo tako veselje, ker tudi, dobro, ni bilo tako enostavno biti žreban, ampak bil še mi žreban, tako da in pol seveda veselje, rezervacija hotela, tako da in jaz sem na vse te maratone, ker sem šel, vedno je šla žena zraven, me je spremljala in to smo imela midva, družinski dogodek, ona je naredila praktično plan tudi naprej, kje bo navijala za mene in je v bistvu skoraj na vseh maratonih je na 3 punktih navijala, in je mogla skoraj tako, ker sem jaz planiral, tek je mogla ona planirati, rekel, te premike, ker to, Marko, ti veš, ki poznaš, ampak enostavno prideti iz ene ceste na druge cesto, kje je metro, kje te pustijo dol, en metro je zaprt, ne moreš na drugo stran, potem nekje preveč ljudi, tako da in čist, bom rekel, vedno me je našla, oziroma sem jaz njo našel, zato ker je to lažje, seveda imela slovensko zastavo, dober, edin v Tokiju me je zgrešila na koncu, ampak sem bil res toliko zmatran, da sem bolj slabo že gledal, očitno, pa videl. Ja, tako da, ja, s Chicagom se je pol začel, Chicago je bil drugi, ampak se pravi, pa smo šli pa naprej, in vrhunec je bil definitivno, bom rekel, New York, to, kar sem doživel, to je, rekel, daleč taka najboljša, največja izkušnja, sploh ta logistika, tam smo v nekem hotelu spali, tako je bilo treba iti
peš, pol mislim, da na metro, pol z metroja smo šli neko z ladjico, pol z ladjico na avtobus in sem prišel čisto zadnjo sekundo, ko smo še nekaj tam zamutili, ta zadnjo sekundo, da so me spustili v tisti moj boks, ker drugače bi šel s počasnejšimi, kar pač nisem hotel. Ja, tako da, mislim, štart tega newyorškega maratona, pa ta začetek, ko smo laufali, mislim, neverjetno. No? Neverjetno. Sem tudi zelo hitro po štartu, ko sem me doma po noč spremljala, pa ne vem, kako zdaj to se preračunava, ampak so rekli, pa se ta bo svetovni rekord postavil. Tako da, dobro, pa je šlo pa okoli 3:30, tudi ne bilo še vedno v redu. Za 3 ure pa pol na newyorškem, ki ni najlažje, je super rezultat, ja, to je spet. Če bi šel takrat v Berlin s to formo, bi naredil 23, ampak zdaj mi samo povej, ker so tako dobro zakoračila že v Majorse, kje pa si ujel to, da obstaja ta serija, ker to je desetletje nazaj, ko si ti to začenjal zares razmišljati, takrat to ni bilo tako razvpito, to je bilo za neke sladokusce, to je bilo nekaj tazga, danes rečeš Marathon Majors, si lahko rečeš, to bom jaz zdaj naredil, se novega avta pa res ne rabimo prbajti še 10 let. Ja, ker bi že toliko denarja to stane, takrat pač morda ni bilo toliko drago, ampak tudi ne tako popularno. Ti si nekje to prebral, videl ti kdo povedal? Ja, malo sem prebral, malo smo se pogovarjali, Marko, veliko informacij sem tudi pri tebi dobil, glede, bom rekel, posebnosti posameznega maratona. Mislim, da se res tukaj eden redkih, ki to poznaš v globino v Sloveniji. Ja, tako da, se pravi, malo sem prebral, je bilo pa tako, mislim, pri meni je bil to tudi turizem zraven. Mi vedno, ko smo šli, nek maraton, recimo, ko smo šli v Boston, smo šli pol še malo okoli, ne vem, smo šli še v Vermont, pa v New Hampshire, pa v Montreal, pa tako naprej. Pač jaz sem to združil s turizmom, družina je bila zraven, in smo tako, da je bilo eno in drugo, kar je v bistvu razumljivo, ni zdaj pač greš kaj vtečeš in greš domov, to ni nič, moraš še pač malo raziskovati tisto državo, malo ljudi spoznavati, malo se pogovarjati, tako da, ja, tako da mislim, Majors, fajn je, da je, ampak ni pa tudi to vse, jaz sem vesel, da sem jih pretekel kljub temu, Imaš to medaljo zdaj s tistimi 6 krogci? Seveda. Na posebnem mestu, ki ali... Ja, čisto le zraven jo imamo, čisto le zraven. Mislim, to je tisto, ki nekam daš, a se kdaj ozreš na njo, pa te približne, mislim, to pa lih ne more vsak, to pa je, bom rekel, 10-letni projekt pravzaprav, Ja, sej sem kar solzne oči dobil takrat, ko so mi jo dali Japonci okoli vratu, tako da zdaj imam na takem mestu v bistvu na kar dosti vidnem, tako da vedno, ko grem proti spalnici, jo pogledam prej, tako da je na poti v bistvu. Tako da, ja. Ne vem zdaj, kaj to pomeni, Ja, nisem na to pomislil zdaj. Zdaj si, dragi gledalci, dragi poslušalke, raztolmačite to po svoje, ko boste imeli svojo 6, si jo tudi obeste, kamor si jo čete, lahko si jo date na stropu, spalnici, ali pa na WC, ali pa kamorkoli. Vem, da jo ima marsikdo tudi kam pospravljeno, poznam tudi ljudi, ne Slovence, ki imajo 2 ali pa 3, tako naprej. Slovenci še nima noben 2, morda pa bo kdo tudi to naredil. Če bi tebi ponudili, Marko, da ti rečejo, pa boš zdaj potem pozdravil koleno, pa bi ti rekli, zrihtamo ti še 6 štartnin, še enkrat 6 Majorsov bi šel, še enkrat v ta projekt, si rekel, to je za mano. Ne, z veseljem bi šel, to so pa, bom rekel, neponovljive zadeve. Ja, bi šel, ker to so taki občutki, to in pred štartom, in med tekom, ko se matraš, uživaš, ko cilj prideš, so neverjetne zadeve. No, ja, ta množica veselih, zadovoljnih ljudi, tako da jaz sem vedno imel tudi, bom rekel, majico gor, ki je pisalo Slovenija, in to sem se pol, bom rekel, med samim tekom pogovarjal z raznimi, tako, zdaj v zadnjem obdobju so bolj Dončiča pač opevala, ampak nasplošno, tako da Slovenija, pa ne vem, z enim sem se pogovarjal, da on je en Američan, da ima pa v bistvu babico v Sloveniji, pa tako naprej, v bistvu, tako da sem tudi malo promoviral Slovenijo.
Mislim, ja, kot imamo morda čist neizrazite barve naše zastave, smo pa drugače s tem svojim lav Slovenija, pa zelenimi odtenki, pa tako zelo prepoznavni. No, lahko rečem, da odkar nosim majico, ker piše Slovenija, se je veliko več ljudi potem spustil nek hiter pogovor, pa pove kakšno stvar, da so bili na Bledu ali pa v Postojnski jami, ali pa da imajo sorodnika v Bratislavi. Se to je isto. Ne? Skoraj, da, ja, pa se rečeš, v redu je. Skozi iz Avstralije ima super, se ni stok falil, super je. Povej mi, okay, New York te je najbolj navdušil, morda Boston, ja, Boston, ki je nekaj posebnega, za katerega se moraš kvalificirati, to tudi ni hec. Ja, Boston sem imel v bistvu res srečo, ker sem glih prestopil sem starostno kategorijo in sem lahko v Londonu, ker sem tekel pol osebni rekord 3:24:01, sem se v bistvu kvalificiral, ker meja je bila pa za mojo starostno kategorijo, pa mislim, da 3:35, in seveda, sam pol je kljub temu nek sistem, da če jih je preveč, da moraš imeti malo boljši čas, in sem bil v bistvu in sem pač preko kvalifikacij prišel noter, sploh ne vem, kako bi drugače prišel. Ja, Boston je zahteven, tako da občudujem, kako je lahko Primož Kobetok dobro tekel. Jaz sem bil pač to lansko leto, neverjetno, kako je lahko na taki težki trasi tak dober rezultat postavil takrat. Zahtevno. No, pa še v bistvu zelo vroče je bilo, tako, mislim, relativno toplo, no. Tako da meni visoka temperatura za tek ne odgovarja. Jaz sem vedno najboljše rezultate dosegel, ki je bilo tam, bom rekel, okoli 10 stopinj, ampak problem je bil pa v tem, da na visokih temperaturah mi telo ni dobro funkcioniralo, tako da sem bil pol vedno malo tako slabe volje, ker sem videl, zdaj bo pa toplo, ampak pač odtečeš. No, z tega Bostona imaš ti posebno zgodbo, no takrat nisi šel ravno, rekel, najbolj zdrav, niti v polni formi, ampak kljub si šel narediti, no, na najstarejšem si to pač naredil, tako kot se zagre. Kaj se je dogajalo? Takrat, Marko, ti si bil tekač, zate smo sedeli, urco pa pol, polovička, 3:25 maraton, Boston se pa ni šel po takih načrtih. Ne, Boston sem pa v bistvu, se pravi, izžreban sem bil, pa so se pa začele malo težave s kolenom, in seveda, jaz sem v bistvu pravzaprav zadnje 3-4 mesece pred Bostonom v bistvu v bolečinah treniral, tako da zadnji mesec pa pol sem pol čist spustil, in sem pol, bom rekel, tako malo prilagojeno, zadevo odteku, ja, tako da pa sem šel na eno artroskopijo desnega kolena in pa se mi zadeva malo popravila, tako da sem bil za Tokio izžreban, in pol dobiš neko novo motivacijo, hkrati naredijo nek remont, pa spet sem bil izžreban, pa spet sem bil vesel, in sem rekel, no, bomo še ta Tokio stisnili, in me je potem tudi, no, bom rekel, v sklepnih pripravah me je tudi začelo spet koleno hecati, pa sem ga tudi zborbo, pač ker sem tak tip človeka, sem ga zborbo do konca, no, pa zdaj sem se odločil, da bom pa koleno do konca pozdravil, grem pa na te matične celice, tako da sem zelo, bom rekel, pozitiven, optimističen, tako da bom zdaj kako leto malo odpočil, kolena odteka in da pač obnovim malo hrustance, pogremo pa na nove zmage naprej. Pa lahko vmes recimo kolesariš, prej si mi omenil, da si kolo pa ne povzroča, bom rekel, težav. Ne, v bistvu celo moram, ker človek mora biti aktiven, samo moraš biti v bistvu zmerno aktiven, da spodbudiš obnovo hrustanca, mislim, ne smeš se zanemariti, sam ne smeš pa delati, bom rekel, takih gibov, ki, bom rekel, izrazito obremenjujejo hrustance. To pa pač tek je, ker tek je pač velika teža pade na kolena, v bistvu velika obremenitev na kolena, in tako da bomo to uredili to. Zdaj, to si povedal s takim zanosom, ja, da Boston pazi se, ko bo Marko prišel v novo starostno kategorijo. Če boš spet postavil normo, pa bo mogel videti, ja, Boston je nor. Ja, lani sem bil jaz tudi v Bostonu, takrat sem pelal eno manjšo ekipico, no, vem, da je bila zanimiva štorija, kako so se midva potem v cilju lovila, pa ne zaradi tebe ali mene, ampak
naš najstarejši član odprave, dr. Savič iz Postojne, se v cilju ni prikazal, takrat, ko bi se mogel, in potem smo ga kakšno urco iskali, cela ekipa, in potem je on razložil, čakal je stoično tam na enem drugem izhodu, kot smo bili dogovorjeni, in je rekel, jaz sem prišel v cilj, pa srečam tam enega mladega Postojnčana, ja, domače beseda, pa sem šel kar z njim. Malo sem debatirala, pa sem šel kar z njim. No, in potem gotovim, da si bil ti, da si ga nam ti speljal na drugi izhod. Ja. Ja, dober je bil, smo se, v bistvu je bil tako, mislim, pa kako ne boš pomagal zgubljenemu Slovencu, rekel, sred Bostona, mu moraš pomagati, tako da se on bi se tudi tako znajdel, in smo pol tudi kako rekla, pa to, Ja, ampak on se nikaj dal sekiral, ni imel telefona, ni vedel, kam mora iti, kje spi. Vedel je, da je s tabo, Marko, to je vedel, samo ni pa vedel, kje spi. Ampak dobro, sej. Koga srečaš v cilju maratona, človeka iz Postojne, ki je ravno pretekel maraton, pa se slovensko z njim pogovarjaš. Super, na koncu smo vse skupaj rešili, najmanj se je za vsem skupaj sekiral dr. Savič, ki bi letos mimogrede mogel tudi biti v Tokiu, pa žal ni uspel potem do tja priti, tako da vidiš, pa bi se lahko spet srečala tam nekje. Spet na cilju. Kako se ti zdel tokijski maraton? Japonci so včasih s svojimi pravili že kar malo sami sebi nadležni, pa še komu drugemu tudi. Jaz bi ga, Marko, postavil, bom rekel, tako po doživetju, takoj za newyorškim. Zdaj pa, seveda, če pa še malo ostale zadeve, bom rekel, izven maratona, pa mogoče celo na prvo mesto, ker me ta japonska kultura pa ljudje so me zelo navdušili, jaz rekel, res pozitivno. Tako da jaz bi na Japonsko zagotovo še šel, tudi žena je bila zelo navdušena. Jaz sem pol tam še neke poslovne sestanke, tako da navdušen. Kaj ti je bilo? Zdaj, ko govoriš, da še meni grejo zdaj kar malo kocine gor, da vidim, kaj Marka Matjašiča navdušil na Japonskem. Izvoli, daj si duška. Ja, seveda, v tej pregovorni disciplini, mislim, ker to doživiš, da ti praktično na trasi maratona ne vidiš tudi enega gela na tleh, in da je tam na vsake 50 metrov stoji en prostovoljc in to stoji, ne vem, a se menja ali se ne menja, ampak to stojijo cel dan s tistimi vrečkami, in pač te odpadke mečeš noter, in mislim, označbe za WC-je na trasi, tako kot na avtocesti, bom rekel, bencinska postaja, praktično je pisalo, ne vem, WC še 200 metrov, še 100 metrov, potem so tam ljudje usmerjali, tako da res vse tako brezhibno organizirano, umirjenost in hkrati prijaznost Japoncev me je v bistvu zelo pritegnila. Tako da jaz se tudi veselim, da bom zdaj poslovno z njimi delal, ker pač mi nek nov projekt razvijamo dol v Kočevju, Kočevski reki, in Japonci bojo tudi v bistvu kupci tega našega rezanega lesa, tako da se prav veselim, ko bom šel spet na Japonsko. Ti že najde način, da bo treba iti še kaj poslovno. Ti je bila hrana všeč, japonska, sveža, popolnoma sveža, zmeri, pa okusna? Ja, zelo mi je bila všeč, cenovno zelo dostopna, sva ženo zelo eksperimentirala, sva šla tudi v kakšne malo bolj take, bom rekel, čisto obcestne variante, v kakšno malo boljšo restauracijo. Ja, sva zelo uživala, tako da pol jaz sem takoj dosegel, mislim, doživel pol kulturni šok, ker sem prišel na Kitajsko, mislim, tam, ker sem cel dan sam Coca-Colo pil, Oni so Kitajci mislili, pa je ta čiza Trump, ali kaj to Coca-Colo pije. Tako da, ampak sem hotel sam sebi dober, tako da na Japonskem je pa to zakon, ja. Odlično, pestro, kvalitetno, zadeve funkcionirajo v nulo, kljub množici ljudi, pač jaz sem se pol še peljal s tem Shinkansenom do Kjota, praktično vidiš na tej razdalji, ne vem koliko je 400 kilometrov, to je vse poseljeno, to je ne vem koliko ljudi, ampak funkcionira vse v nulo. Zanimivo, kaj so naredili z tistega malega prostora, pa s količine ljudi, pa s vseh tistih nivojih, ko je maraton v 3 nivojih, pa ti nič ni jasen, ki boš zdaj čakal, pa navijo, ampak vse štimal, pa greš pa na all you can eat za 20 evrov, pa mislim,
Pa res, jaz za zajtrk še nisem jedel sveže, lepo narezanih stejkov, golaža, svežega zelja. Tega jaz nisem še jedel za zajtrk in pa ponavadi ne zajtrkujem velikokrat, ampak tam sem pomogel v hotelu zajtrkovati, ker to mi je bilo pa tako fascinantno. Tako da, ja, Japonska je super, je pa najtežji priti na ta maraton. Ti si imel res srečo, če si bil žreben. Ti si v bistvu dal dosti jasna navodila, kaj več enih možnosti, da prideš, preko Majorsa, preko nekih globalov, tretje. Jaz sem se vse to živo prijavljal, ampak sem bil pol tam izžreban, ampak to je bilo, ker sem pol to statistiko gledal, to je bila tako mehna možnost, pa ne vem, a so mogoče kaj vedeli, da meni sam še en manjka, ali kaj, jaz ne vem, ampak mislim, neverjetno. Tako da, ja, hvala Bogu, vesel sem bil. Okoli hrane, ki si govoril, in to moram reči, ta pregovorni suši, moja žena obožuje suši. Ampak tam je ta suši toliko na debelo rezan, mislim, da njej to ni odgovarjala, mislim, pa nam je to na tanko. Nigiri, ali kaj je. Ja. Ampak ja, je pa nekaj posebnega, je suši, v deželi suši, evo, tako rekel. Ja. To je nekaj posebnega, ampak ne bo več toliko japonski. Zdaj, ta serija Marathon Majors je zate zaključena, kljub vsemu, pa Kitajci, če so že pri tem, ki so za Vando Group, pa za Ebotom, ki nekako diktirajo tempo in priključujejo nove dirke, so zdaj priključili še Sydney, pa bodo priključili Južno Afriko, pa potem seveda končno do Šanghaj. To te tudi kaj mogoče na dolgi rok še vleče, da bi tudi te kljukice naredil, te zvezdice osvojil? Ja, vsekakor, Če ne bo poškodb, vsekakor, ampak mislim, da zdaj od Sydneyja naprej še ni nič znano, kaj bo, so neke projekcije, tako da, ja, ker ne to nekaj čaka na nas. Seveda, to sem da nalaš, če rekel, koleno bo dobro, Sydney priprav se, Matjašič prihaja, to bo v redu, super bo. Ti bom povedal, ti bom potem povedal, bo zaključila, katera bo 8. pa 9. dirka, pa kdaj bo, tako da boš počasi že lahko malo računal na to, ampak preden pazi to, da so pa tam, isti vikend, ko je letošnji Sydneyski maraton, je tudi inauguralni, premierni in prvi slovenski gozdarski trail. Tako, ampak trail je v soboto, ker je Avstralija pač 10 ur naprej, bomo še vse njih prehiteli, bomo prehiteli za nekaj ur. Si izračunal to. Vse jasno, tudi če oni začnejo ob 6. zjutraj, 6:30 mislim, da je štart maratona, zaradi vročine in vsega skupaj, pa bomo še vse prej. Tako da, zdaj so pa morda pri glavni temi tega pogovora, slovenski gozdarski trail. Ko sem jaz prvi slišal za idejo, sem rekel, v dobi, ko je za vsakim moglo meni trail, morda res rabimo še enega, ampak zdaj po nekaj časa mi je tudi pa ta ideja kar zlezla pod kožo. Ampak Marko, glede na to, da si zdaj že 2 leti v sedlu slovenskih državnih gozdov, a je to samo po sebi prišlo med nekim tekom? Kdo ti je vcepil idejo, da bi pa državna firma lahko tista, ki bi postavila na slovensko tekaško krajino, pa in trail in to čez gozdove? Jaz s tem nisem imel nobenega problema in sem, bom rekel, prav vesel, da nam je to uspel, bom rekel, plasirati. Zdaj je tako, slovenski državni gozdovi imajo med svojimi cilji tudi promocijo gozda, gozdarstva in tudi socialne funkcije gozda. Moramo vedeti, da gozd ima 3 osnovne funkcije. Eno je ekosistemska, eno je gospodarska, eno je socialna funkcija. Se pravi, socialna funkcija gozd je za ljudi. In v bistvu mi imamo to, bom rekel, v zakonskih ciljih, imamo to, bom rekel, tudi v poslanstvu podjetja in seveda to lahko, bom rekel, imamo zakonsko podlago in seveda to z veseljem organiziramo. Ampak mi bomo ta trail definitivno naredili majčkeno drugačen, kot so ostali traili. Bomo dali res to gozdarsko tematiko, da se bo čutilo, da je to gozdarski trail. Ker kljub temu je treba vedeti, da je večina ostalih trailov, bom rekel, cilja, da so, bom rekel, lepi razgledi, gre po planinskih poteh in tako naprej. Tukaj mu bomo dali neko, bom rekel, gozdarsko tematiko, tako da bo tekač mogoče tudi malo bolj gozdarsko izobražen,
ko bo ta trail zaključil, če ne bo preveč zmatran. Ne. Tako da ja, tega smo se izmislili, v bistvu pač ta ideja je pol padla na plodna tla. In zelo dolg časa smo zbirali lokacijo, kje, kako, zakaj. Odločili smo se, bom rekel, za Roglo v končni fazi zato, ker gledamo naprej, gledamo potencial. Rogla ima infrastrukturo, traila še nima, tam je veliko državnih gozdov, poleg tega je pa ogromno nekih gozdarskih vsebin, ki jih lahko pač trail tekaču ponudimo. Ne. Tako da ja, jaz sem prepričan, da bo ta trail uspešen, tako da zdaj za prvo leto nam gre predvsem za to, da bi pač neki entuzijastov, neki dobrih trail tekačev tudi, bom rekel, privabili, da bi šel pol dober glas v naprej. In ja, ta prireditev bo tradicionalna. Začeli bomo pač korak po koraku, tako kot se delajo prireditve, kot smo prej govorila o nočni desetki. Tako, začne se pač z nekimi, s prvim korakom, jasno, potem pa v šprintu naprej, zdaj 3 mesece dobre do dogodka, limit na 2 trasah, skupno je 500 tekačev, mislim, da je zdaj že številka 300 dosežena, kar je, glede na to, da je ogromno dogodkov tam zunaj, bom rekel, izjemen, brez neke hude reklame za enkrat, izjemen dosežek, teh 500 pričakujem, da bo za mest zapolnjenih še pred koncem roka prijav in ja, bo to tudi kar nasploh potem pod drobnogledom tekaške javnosti na vse zadnje. Ja. Tako. Zdaj, za začetek smo si izbrali, bom rekel, 2 progi, 2 disciplini. Eno, bom rekel, res manj zahtevno, bom rekel, za nekega izkušenega trailaša, teh 12 km, ki bo imela cirka 360 višincev, tako da tukaj le, da bomo neki množice tudi privabili, tudi mogoče neki začetnikov in tako naprej. No, bomo pa ponudili tudi seveda eno zahtevno, ker zdaj 1400 metrov višinskih, je pa že neka višja stopna zahtevnosti, ali pa tudi po drugi strani nek super trening za neke pač top trailaše. Jaz mislim, da to so zanimive zadeve. In bom rekel, posebnost pa vidim v tem, ker sploh na ta dolgi se bo laufal veliko po gozdnih vlakah. To so res vlake, to je gozdna prometnica, ki je v osnovi namenjena samo za spravilo lesa. In v bistvu ve pa se, da v gozd se posega na nekem območju praviloma, govorim zdaj iz gospodarskega vidika, enkrat na 10 let. In to zdaj lahko je bilo tukaj 5 let nazaj. In dejansko je to zdaj neka, bom rekel, res neokrnjena narava, bom rekel, prvobitna. In bomo to, bom rekel, ponudili tekaču. Ta res pristen stik z gozdom. Skoraj občutek bom rekel, poznam dele proge zdaj že, lahko rečem zelo pragozdno se na trenutek človek počuti, sredi tistega na pol zaraščene vlake, ki jo komaj še vidiš, tista mahovita podlaga, je tam veliko vode na Pohorju sploh, ogromno zelenja, pa samo drevje, praktično ni žive duše, samo ptiči so, pa gamsi, neverjetno. Neverjetno, človek na Rogli po teh poteh prej sreča gamsa kot človeka, kar je tudi, bom rekel, posebna izkušnja za tiste, ki pravijo, da morda danes traili so tisti množičnejši, morda že malo preveč množični ali pa preveč obljudeni, no tule bodo lahko se tudi tekači vrnili nazaj, čist v osnovi traila, pristnosti same discipline kot take, tek po gozdu, po hribih pa tako naprej. Tako. Marko, ti se boš pomeril na kakšni od razdalj? Ja, letos verjetno ne, naslednjo leto pa zagotovo. Bom pa prisoten kot motivator, kot navijač, tako da to pa zagotovo. Kdo bo na štartu streljal zdaj pred dolgih? Vem, da ste pred kratkim podpisali ne pismo o nameri oziroma sodelovanje z občino, s turizmom in tako naprej v Zrečah, tudi partnerji so zraven, ja?
Ja. Ja, oni so to vzeli tudi za svoje, ne, v bistvu Rogla, zdaj moramo vedeti, ne, da je tudi v bistvu lastnika zamenjala, ne, kot Unitur, ne, da ni več Unior zreče, ne, da je pač zdaj nov lastnik, ne, in tudi z njim smo se že pač smo vzpostavili kontakte, imamo sicer 5-letno pogodbo podpisano z Uniturjem, ne, in so tudi to prireditev so zelo pohvalili, tako da ja, ker manjka, bom rekel, malo teh poletnih vsebin, ne, tako da seveda tudi oni si ne želijo, bom rekel, samo množičnosti, ne, ampak tega kvalitetnega preživljanja časa. Ne. 30. avgust, spoštovani in spoštovane, gozdarski-ministrel.si, če še niste prijavljeni, izkoristite, preden bo prepozno, ja, z Markotom bova tam, ja, on bo streljal, jaz ga bom pa napovedal, da bo streljal, vi boste pa tekli, pa bo počakala v cilju, da pridete vsi živi in zdravi, okrog super bo, tam bo tudi program za otroke, vem, pa pohodnike, pa morda še kakšen gozdar z motorkom, mimo grede, tudi državno prvenstvo ste imeli, ne, Še Tjernejo. Ja. Tako, ja, mislim, tudi to vam je odlično uspelo kot generalka za, mislim, da naslednje leto evropsko prvenstvo. Za svetovno prvenstvo, mislim, veliko stvari počnete v SIDG-ju, poleg tega, da pač tudi vzdržujete, pa skrbite za gozd. Ja, tako. Ja. To je promocija, ne, to je promocija gozdarstva, gozdarskega poklica. Ne, prej, mogoče res en stavek na to temo, pač si na začetku pogovora si omenil, a imamo gozda premalo, preveč, ne. Največji problem, ki ga bomo imeli mi, bom rekel, gozdarji na dolgi rok, je pomanjkanje ljudi, ki bi delali v gozdu, ne. In zato tudi pač imamo taka tekmovanja, bom rekel, neko tekmovanje sekaško, ne, kjer hočemo pač ta poklic promovirati pač z motorno žago, ne, ja, ker brez ljudi z motorno žago mi ne moramo gospodariti v gozdu. Dejva vam še posplošeno, ker si poznavalec, rekel, slovenskega gozdarske panoge, industrije, gozdarstva nasploh, se v Sloveniji dovolj skrbi, lepo z gospodarji z gozdom, je odjem dovolj velik, je premajhen, bi lahko še več, je potencijala dovolj v tej panogi? Ja, v bistvu je tako, ne, da zdaj mi v državnih gozdovih se, bom rekel, res optimalno gospodari, ne, se pravi, seka se tam do 70-80% prirastka, vlaga se, bom rekel, intenzivno nazaj v gozd, ne. Tako da problem so bolj zasebni gozdovi, ki jih je v Sloveniji kljub temu okoli 80%, vendar to predvsem, bom rekel, tisti lastniki, ki ne gospodarijo aktivno, ne. Imamo veliko množico lastnikov, ki gospodarijo aktivno, ne, to so predvsem te večji lastniki, je pa množica manjših lastnikov, pač, ki z gozdom ne gospodari, ne. Tako da, ja, tukaj bi lahko Slovenija, tudi kot gospodarstvo, bi lahko več imela, če bi se bolj intenzivno gospodarilo, ker enostavno, če gospodari z gozdom, je to bolj za gozda, ne, kakor pa, da ga pustiš samo, bom rekel, samemu sebi, pač prepuščenega, ne, da rečem temu tako. Tako da, ja, drugače pa v Sloveniji se zelo dobro gospodari z gozdom in tradicija je velika, tako da na to smo lahko ponosni, tako da imamo kaj za pokazati. Vendarle, gozd vse okrog nas, prej v začetku si omenil, delež gozdne mase, ki narašča, to me zmeraj zanimalo, kako ocenite, kako se da zračunati, kakšen je prirast, recimo določenega gozda, določene površine, določene, rekel, drevesne vrste, oziroma, ne vem, kako vi, gozdarji, to dejansko ugotovite? Ja, to so, bom rekel, metodologije, ne, bom rekel, vzorčne, statistične, ne, to se na, bom rekel, na določeno obdobje se vsi atributi premerijo, ne, in potem se pač statistično določi, ali se zadeva, bom rekel, povečuje, ali stagnira, ali upada, tako da, bom rekel, te zajeme imamo v Sloveniji dosti dobre, dosti zanesljive, ne, tako da in tudi imamo to javno gozdarsko službo, ki pač to zakonsko upravlja, ne, in ja, tako da te podatki so zanesljivi, no. Je pa tako, ne, treba je pa vedeti, da so pa, bom rekel, ujme tiste, ki so zdaj v zadnjih, recimo, ne vem, 10-20 letih bile tudi gospodar v gozdu, ne vemo, tisti izrazit žledolom, ki je bil leta 2014, ne,
ki je praktično v enem letu je šlo skoraj 9 milijonov kubikov lesa samo zaradi žledoloma, se pa v Sloveniji, bom rekel, poprečno seka tam 4-5 milijonov na leto. Čeprav je prirastek okoli 8-9 milijonov, ampak recimo žledolom, potem ogromno je sanitarne sečnje zaradi lubadarja, veter sem pa je tudi kaj zapiha, tako da teh, bom rekel, izrednih dogodkov je v poprečju kar 20-30% in to pol, bom rekel, zmanjšuje tisto kvalitetno gospodarjenje. Ne? Veliko milijonov, ja. Zdaj vi 500 milijona sadik vsako leto celo posadite, a ne, v svojih akcijah, pa tudi tako že skozi svoje delovne procese. To je ogromno, no, mislim, kje sadite predvsem? Ja, sadimo tam pač, kjer gozd enostavno se ne more samo obnoviti. Ne? To je res na tistih področjih, kjer so bila večja žarišča lubadarja, kjer je recimo, ne vem, veter poškodoval gozdove in če je prevelika površina izpostavljena, ogolela, ne, je treba pomagati za sadnjo, ker drugače po naravni poti navadno to ne gre ali pa gre prepočasi. Ne. Tako da je pa način gospodarjenja z gozdom v Sloveniji tak, bom rekel, malo površinski, ne, tako da se, bom rekel, posamično ven ali pa skupine jemljajo in se potem gozd naravno obnavlja. Ne, tako da to je, bom rekel, specifika pri nam. Kakšno površino gozda SIDG upravlja, s kakšno? Ja, okoli 230 tisoč hektarov. Ne. Okoli 230 tisoč hektarov, tako da vemo pa, da je Slovenija ima 2 milijona hektarov, pa še nekaj, ne. Gozda je pa v bistvu okoli milijona, zdaj to so pač malo čez palc številke. Tako da, ja, državnega gozda je pač dobrih 20%, ampak država vsako leto precej gozda tudi kupi, ker je tega kar nekaj na razpolago na trgu, pač lastniki pač to prodajajo, tako da se povečuje. No. Ma pa Slovenija v poprečju manjši delež državnega gozda, v Evropi je poprečju okoli 40% in cilj je, da je malo več državnega gozda, ker je ta gozd bolj dostopen javnosti, bolj v bistvu za prebivalstvo. Ne. Zasebni gozd je le malo bolj omejena zadeva. Tudi glede socialnih funkcij se že pri tem? Ali pa... Načeloma ne, ampak treba je pač lastnika vprašati. In zdaj, kako se bo lastnik počutil, če mu bojo vsako leto po njegovih gozdovih tekali. Dobro, en trail bo že preživel, če bo vsak vikend en trail, bo malo grdo gledal. Ja. Poznamo, cel kup zapletov je že bilo, pa tudi vedno bolj popularnimi spusti s gorskimi kolesi, ker so se postavile trase in tako naprej. Tudi, vendarle, tudi traili, marsikateri trail ima že težave pridobivati določene soglasja v lokalnem okolju, ravno zaradi tega, ker je to nek poseg, en impact. Najbrž tudi zaradi tega ste se odločili, da bo gozdarski trail pač omejen prvo leto na 500 tekačev, čeprav bi, glede na popularnost, lahko to številko tudi dvignila. Pa večinoma je v državnih gozdovih na Rogli, mislim, da gre samo v manjšem deležu čez zasebni gozd, kjer smo pa tudi soglasje lastnika dobili. Trasi se imenujeta jelka in bukev. Kaj pa tvoja najljubša drevesna vrsta, Marko? Ja, kar bukev, zato ker to je res mati gozdov, pa ne vem, če si vedel to, Marko, v drevesni sestavi slovenskih gozdov je bukve največ. Bukve je približno 33-34%. Je vodilna drevesna vrsta in jaz imam rad tiste, ki jih je največ. Jaz sem tamle za hišo gor, eno skladovnico bukovih drv, ki so super, tudi za v kamin. Imam bukove stopnice v prvo nadstropje v hiši, tako da buku je tudi meni zelo ljuba drevesna vrsta, tudi jelka. Da ne bo zamere, to sta dve lepi ženski drevesni vrsti, zdaj za trail v prihodnosti bi kakšno moško rabili še dodati, zato da bo tudi malo natežno. Najbrž ste tudi v tej smeri že razmišljali, ampak to je samo za teaser zdajle.
Ja. Tako, ja. Kaj pa boste pa videli naslednje leto? Marko, ti rokuješ z motorno žago, si veš tega? Ja, sam bi mogel malo povežbati, tako da sem že podiral drevesa, sem. Mislim, to je to, da vsi vejo, ne, da prvi gozdar v Sloveniji zna tudi nabrusati motorko s pilo, znaš to? Ja. Ne, 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 ne boste ušli budnemu očesu, če boste to sami počeli, če bo Marko zraven. Ja, Marko, kar nekaj sem naredila, veliko sem povedala o teku, o gozdovih, o gozdarskem trailu, zdaj čist za konec, morda jaz se odpravljam praktično jutri v Belgijo. Ja, tam v Liež sicer, ampak bomo tudi malo v Bruslu. Ti si bil v Bruslu ne tako dolgo nazaj, je tako, tudi teku si tam. Ja, pa sem bil kar vesel, v bistvu je bila kar lepa izkušnja. Ti greš pa v Liež, to je pa Valonija, ne? Mislim, da je to Valonija. Tako čez mejo, tako Ja, tam pa francosko gorijo. Ja, to je pa v bistvu, ker sem šel na ta tek, na ta maraton v Bruselj, Bruselj-Leuven, niti nisem vedel, da je to evropsko prvenstvo. Jaz praktično, to sem šele pol bil seznanjen s tem. Pač jaz sem se ta Bruselj sem se prijavil, zato ker sem se hotel v Bruselj pogledati, kakor še nikoli nisem videl. Mislim, kako se pa to spodob, da nek državljan Evrope ne pozna prestolnice. Prav. Pa tudi so padli to, ker sin študira v Rotterdamu, mi smo se pač nekje na sredini recimo dobili, ali pa malo bližji njemu, ja, tako da sva oba skupaj pretekla, to polmaratonsko razdaljo, pa je bilo zelo lepo, pa je bilo, rekel, zelo lepo doživetje, tako da Belgijci so res eni posrečeni ljudje, To si bi dal lepo popolnico, mogoče, na svet za spet prebivalce Evrope, ki gre zdaj v prestolnico, pa z njim še 45 drugih navdušenih Slovencev, kaj pa res ne smemo zamuditi, če gremo v Bruselj, česa ne smemo spregledati. Zdaj me imaš. Poleg vaflov, pa piva, ki ga je neomejeno, še kaj drugega taga, ali pa se slikati pred maneken pisom, ali pa kaj tazga, to. Ja, dobro, greš pogledat, mi smo šli pogledat, se pravi ta Atom, potem smo seveda pa Evropski parlament, to je skoraj potrebno iti pogledat, Je pa Bruselj kot prestolnica, pa tudi, bom rekel, veliko sem po svetu hodil, ampak v bistvu pa jaz tako, mene migranti pa to, bom rekel, mene motijo, ampak jih je res relativno veliko, v bistvu sem bil kar presenečen, sploh bom rekel v centralnih delih mesta, tako da, ampak to je pač današnji svet. Ja, sestavni del, prestolnice Evropske unije. Bomo šli preveriti, pa ti bom povedal, kjer pivo bomo mi zdegustirali, pa jih je tam največ na svetu, tako da ne moreš dva spiti ista, če jih naključno izbiraš. Bruselj, prihajamo, Marko, hvala ti za tvoj dragoceni čas, samo še nekaj mi povej, preden zaključiva. Vem, da tvoja žena, sin teče, žena teče, je bilo to organsko spet, so sledili tvojemu zgledu, ali si ti pač zapovedal, da bodo tudi oni tekli v družini? Ne, rekel čisto organsko, moja žena je tudi zelo aktivna, športno, v bistvu zelo skrbi za svoje telo in tek je tudi na nek način sproščanje, tako da ona je tudi že, če sem jaz pretekel 100 plus, ona je tudi že 30 polmaratonov pretekla, tako da seveda, otroci pa potem sledijo, sej tako, kot Ata reče, ponavadi pa je, Vem, da sem vaju s sinom, smo se enkrat srečali in srečali smo se kmalu po štartu novomeškega polmaratona. Potem smo se še enkrat srečali, mislim, da majčkeno pred ciljem, ker sta eden z leve, drugi z desne padla mimo mene in takrat sem ugotovil, da je Marko Matjašič res nepopustljiv, posebej v drugi, oziroma v finalni fazi polmaratonov in te takrat nisem mogel potem ujeti. Tako da zelo lepo. Se bova spet udarila nekje, Marko. Če ne na gozdarskem trailu, pa kje druge, urica 20 je minila, kot bi mignil, pa govorila sva samo malo o stvarih, ki naj jo zanimajo. Jaz ti želim čim hitreje tole koleno Hvala. spet v red.
ja, ker potem bomo pa trenirali za kakšen maraton. Ja. Že ko ne čakamo. Ker leta 27. maja bo 8. Majors v Cape Townu v Južni Afriki, novembra 27. Ja, bo pa v Šanghaju. Tako. Pa imamo pa še za kaj živeti. Tako da veš, kje si moraš poslovne poti planirati v naslednjih 2 letih. Marko Matjašič, bilo mi je v čast in veselje, zelo informativno in zabavno. Hvala ti za tvoj čas, za vse tvoje zanimive štorije in podatke in na skorajšnje snidenje tam zunaj. Ja, no, hvala, vse dobro tudi tebi, Marko. Se vidva na Rogli, če ne prej. Ja, drse, ja. Hvala, čau. Dio.